Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratnih pomladnih pogovorih na BKTV, znova v ambientu Štajerske sivke. No, nocojšnja gostja pa je Mojca Polak, direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. Dobrodošli pri nas. Lepo pozdravljeni. Nekako bova na začetku začeli bolj sproščenem duhu, pa bi morda za začetek vas torej vprašala, kako bi se opisali v 3 besedah. Inovativna, kreativna in pa lena. Zakaj? Inovativna zagotovo zato, ker pač želim na čim bolj kreativen in inovativen način prihraniti čas, energijo in pa resurse za karkoli, česarkoli se lotim. Zdi se mi, da je pač to nekaj, kar je mogoče moja slabost, ampak danes vidim to predvsem kot odliko. Mogoče je to tisti socialistični gen, ki je nekje v meni globoko zastavljen in mi danes pomaga na tak način funkcionirati. Sicer pa, kakšna je bila ta vaša pot, po kateri vas je tudi življenje popeljalo na področje gostinstva in turizma in pa torej v izobraževanje? Ja, dejansko sem bila v bistvu prva vnukinja, rojena v gostilničarski družini in sled tega sem dejansko v bistvu zelo hitro bila nekako seznanjena s tem, da je delo ključna vrlina. Doma smo imeli zelo tradicionalno gostilno, kar je pomenilo, da si imel zraven gostilne, ki je sedla okoli 150 ljudi, zraven še veliko kmetijo in 4 hčere in jaz kot prva vnukinja so bile dejansko vpete v delovne procese. In pri nas je bilo pač to, da se gostje počutijo dobro, da imamo ves čas na voljo domače produkte, skupni imenovalec vsega, kar smo počeli. In jasno je, da so me moji starši in sorodniki vzgajali v tem duhu, da bom seveda gostinka in da je to edina prava pot zame. Upornik meni pa je dejansko zmeraj malo temu nasprotoval. Zato sem se vpisala po srednji šoli v bistvu na filozofsko fakulteto, ki pa je nisem zaključila in to doživela kot en močen osebni poraz. In potem po nekaj letih životarjenja, takega akademskega bom rekla, sem se odločila, da v bistvu znam res dobro samo eno stvar v življenju in to je, da imam ta izražen občutek za gostoljubje in gostinstvo, da imam dober okus za hrano. In potem se je v Mariboru zgodila pač ta sreča, da se je odprla Višja gostinska šola, torej naša šola, in me je takratni ravnatelj dejansko povabil, da se vpišem. In jaz sem bila popolnoma prepričana, da mi to ne bo uspelo, ampak on je verjel v mene, gospod Velnar je to. In sem dejansko se vpisala v študij gostinstva. In ker sem bila zelo nesamozavestna, sem se še toliko bolj trudila kot so moji sošolci in na tak način v bistvu verjetno sama sebe uspešno izpostavila, tako da me je takratna ravnateljica Helena Cvikl prepoznala in me je rekla, zakaj pa ne bi ti pri nas učila kuharstva? In jaz sem mislila, to ne more biti res. In potem me je skozi res intenziven trening v tujini in v Sloveniji nekako pripravila do te stopnje, da sem lahko relativno mlada stopila v učilnico in potem dalje predavala to znanje. Pa kot predajate, ko dajete to znanje, recimo, kaj je tisto vodilo v vas? Jaz mislim, da imam en izražen talent za to, da prepoznam neke pluse v vsakem študentu, v vsakem udeležencu delavnice. In zdi se mi, da potem poskušam na tem graditi, tako da tisto danost, ki jo nekdo ima, pač potem opolnomočim do te meje, da se počuti samozavestno. In težko bi rekla, da se me študenti spomnijo po odličnem strokovnem znanju, se me pa spomnijo po moje po srčnosti in potem, da
sem v sebi še vedno otrok in da imam rada izzive in da me pač nove zadeve ne prestrašijo, ampak nasprotno se jih rada lotevam, ne, in izobraževanje je bumerang, ne, zmeraj to, kar daš, dobiš nazaj in jaz mislim, da je to, kar lahko jaz rečem po 25 letih karijere, predvsem ena gora res zanimivih, kakovostnih odnosov, ki jih imam s svojimi sodelavci in z študenti in so plod ravno tega, no, da sem dala mogoče tisto malenkost več sebe v vsako zadevo. No. Od študentke do direktorice na tej šoli. Vsaka faza je zagotovo prinesla nekaj posebnega. Kako se vi recimo spominjate tam še čisto tistih torej začetkov, ko ste bili sami študentka, kako ste takrat dojemali to šolo in kako jo danes dojemate, ko ste za njo tudi odgovorni in jo vodite? Ja, torej, absolutno ni bila moja osebna želja nikoli povezana z direktovanjem. To se je zgodilo pač kot posledica nekih situacij. Sem pa ves čas verjela, da je pač šola kot taka zelo kompleksna ustanova, ki potrebuje v bistvu podporo z različnih vidikov, ne. Strokovna podpora je zagotovo nekaj, hkrati pa gledam danes na našo šolo kot na eno gospodinjstvo, ki ga je treba upravljati z veliko razuma, pa tudi sočutja. Včasih se mi zdi, da smo podivjani otroci, ki jih je treba vedno znova negovati, usmerjati, spodbujati, da dosežemo neke skupne cilje, pa to ni nič narobe v bistvu, ne. Vidim pa, da je potrebno pač, da ne smemo podcenjevati nikogar, ne. Tukaj smo enakovredni partnerji, študenti, predavatelji, naše zunanje okolje, vsi nastopamo nekako v tem odnosu. Seveda pa je pač od vodje potem odvisno, koliko bo znal dejansko umiriti žogo, kadar je to potrebno, ali pa ne dati neko motivacijsko spodbudo takrat, kadar smo zaspani in kadar se nam mogoče ne da lotiti nekih izzivov. Tako da vsak dan je drugačen, vsak dan se naučim nekaj novega, predvsem pa to je potrpežljivosti in jaz mislim, da ljubezni do sočloveka. Pogosto v intervjujih omenjate pomen zgodb, nenazadnje tudi na krožnikih, ki jih kreirate. Kakšna je ta vaša osebna življenjska zgodba? Ja, jaz bi mogoče kot tisto, kar mene nekako najbolj označuje, izpostavila predvsem to, da sem zaradi staršev, ki so bili zelo aktivni pač v domači gostilni, naj bila bolj kot ne samorastnik in imam zelo izražen ta materinski čut in sem skozi vse življenje nekako skrbela zraven sebe še za ljudi, ki so mi pač na življenjski poti bili namenjeni. In zanimivo je bilo to, kako sem vedno dejansko primerjala neke situacije z okusi. Jaz sem tukaj zelo senzibilna, von in okus sta verjetno moji dve najbolj izraženi čutili, in tudi sama, na primer, se spomnim mnogih situacij ravno potem po nekem vonju, po nekem okusu. Rada se hecam, na primer, tudi to, da Maribor vedno diši po praženi čebuli, da je Maribor zame mesto, ki ima vonj po praženi čebuli, kar me spet navezuje na ta pomen gostoljubja. Jaz pravim, da živimo v zdravem mestu, dokler bo ta vonj še prisoten, ker to pomeni, da se pri nas pripravlja hrana from scratch. V Mariboru se vse začne, vse bazične jedi se začnejo za Sveto Trojico, to je pražena čebula, pražen česen, pa mogoče peteršilj. In jaz mislim, da ta vonj po čebuli pomembno signalizira to našo kulinarično žilico. Mi imamo radi dobro hrano in zdi se mi, da je to ključno varovalo, dokler bomo še sami kuhali, da ne bomo pozabili bistvo naše kulinarične dediščine, kar se zdaj zelo opazno, na primer, vidi v nekih drugih okoljih. Španija je krepko na tej poti, na primer.
da se je kuhanje doma dejansko ukinilo. Ne? Hrana, ki jo nekdo dobavlja, je že veliko cenejša, bolj dostopna, bolj ekonomična tudi. Pri nas pa se mi zdi, da še hvala Bogu držimo neko zdravo mero te domače hrane v svojem osebnem življenju. Tako da, ja, verjetno bi na koncu pač izpostavila, da je moja življenjska pot pa moja strast namenjena predvsem temu, da ohranimo to domačo kuho. Jaz verjamem, da je to ljubezen. Ja, ljubezen do hrane in da pač da še vedno slišim, naprimer, to, da študenti prepoznavajo naprimer, nekaj, kar je doma vzgojeno in doma pripravljeno kot nekaj superiornega, nekaj, kar se ne more kar tako potlačiti pod goro nekih generičnih okusov ali pa generičnih jedi. Teda, tu se mi zdi, da to je moj mišljen življenjski, da poskušam ljudi in okolje prepričati, da se splača investirati v to, da še znamo pripraviti neka osnovna jedi sami. Pa če ob tem lahko damo vprašanje, naj se navezam na to, pa jih znamo zares doma še dosti kuhamo kljub natrpanim urnikom in si pripravljamo na nek način zdravo lokalno hrano. O tem se veliko govori, predvsem kar se tiče zdravega načina življenja. Ali raje posegamo po bolj procesirani hrani? Ja, mislim, mene skrbi, da je trend zagotovo v to drugo smer. Verjetno nam tudi te dostavne platforme tukaj olajšajo izbiro in na nek način so prekletstvo sodobnega časa, ker je pač to obdobje tako zelo precenjeno. In res se kar zgrozim, ko me znanka zadnjič opozorila, da se nove v bistvu mariborske soseske v nedeljo pač res med sabo tekmujejo po tem, kje je več dostavljalcev teh platform. In tako da verjetno povprečna mlada družina mariborska v nedeljo več brez sramu poseže po telefonu in naroči svoje nedeljsko kosilo, kar bi bil 20 let nazaj verjetno smrtni greh, ki se ne bi mogel prati z goro molitev, ampak zagotovo ta kulinarična pismenost se zmanjšuje, zato pa smo tukaj v precepu potem izobraževalne ustanove, pa tudi osnovno, primarno šolstvo, da skozi gospodinjski pouk in podobne predmete umestijo te osnovne veščine, ker ravno zadnjič smo naprimer poslušali na otroškem regijskem parlamentu ključna ugotovitev razprave osnovnošolcev regijskih je bila, da si želijo v šoli več praktičnih znanj. In jaz mislim, da bolj luštnega praktičnega znanja, kot je kuhanje, ko lahko, ker hrana nas vse povezuje in vsi se ob skupnem druženju ob hrani počutimo bolje, kot smo se predtem, se mi zdi, da je tu pač en super prostor za to, da lahko dejansko pač te otroke z temi veščinami opolnomočimo in zelo direktno vplivamo na to, da se stanje na tem področju ne bo slabšalo. Ker jaz vseeno verjamem, da je javna prehrana pri nas fantastična, da je to, kar lahko kot bolniki ali kot oskrbovanci ali kot pač otroci v predšolski vzgoji dobimo servirano na krožniku, da je to še vseeno presežek tega, kar je povprečje v Evropski uniji. In tukaj vsa hvala vsem vodjem javnih kuhinj, ki nekako bdijo na tem. Platforma je fantastična, samo paziti moramo, da nam zadeve ne uidejo izpod nadzora. Ja, zato pa bo treba še marsikaj narediti, tudi sami se trudite skozi šolo, pa vendarle, zdaj, ker smo toliko govorili o jedi in kot o veliki kulinarični mojstrici, ki tudi predaja znanje, če bi morali sebe opisati kot jed, katera jed bi izbrali, katera jed bi bili? Jaz bi bila zagotovo neka kaotična enolončnica. Sigurno nekaj, kar se naredi zelo, zelo hitro in kar vključuje različne sestavine. Mogoče pohorski piskar, kaj jaz vem, tam vedno najdemo nekaj, kar
nam sproti zraste na vrtu, pa potem integriramo v jed. Teda pohorski piskar je bila, ja. Sicer pa, če bi, kaj je tisto, kar vas recimo po napornem dnevu vrne energijo, kaj so tisti morda vaši hobiji? Ne nazadnje vas ne poznamo toliko iz tiste plati, nekega vašega, kako bi rekla, relax življenja, ampak bolj iz te strokovne plati in predajanja znanja. Ja, absolutno. Kaj Mojca torej počne, ko ni predavateljica, ko ni direktorica? Definitivno je moj izhod zmeraj narava. In zdi se mi, da se pač vsakim letom vedno bolj hvaležno naslanjam na naravo in dejansko občudujem vsako zel, vsak poganjek, vse, kar nekako kriči to veličino narave. In sprehodim v naravi z mojim psom. Tek nekajkrat na teden, kak fitness, to je vedno tisto, kar me sprošča in kar me v bistvu navdaja z življenjsko energijo, ker se tudi vedno bolj zavedam, kako zelo smo ranljivi in kako zelo smo minljivi, in šport pri meni nikoli ni nekaj, s čemur se obrnem zaradi strasti, ampak zmeraj v bistvu samo zaradi odgovornosti do sebe in do svojih soljudi. Potem pa, ko neko zadevo pravim, pa prepoznam učinke in vidim, kako pomembno je to zraven kakovostne hrane in zraven spanja in zraven kakovostnih človeških odnosov. To so tisti ključni gradniki dobrega življenja. Se ni dobene velike znanosti za tem, se mi zdi. Ja, moramo poskrbeti za zdrav duh, zdrav teles. Sicer pa kaj danes pomeni voditi Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Maribor? Ja, dejstvo je pač, da se nahajamo pred takim hecnim paradoksom. Vsak dan nastajajo novi poklici, ki jih 50 let nazaj nihče ni poznal. Če se je pred 50 leti srednješolec odločal med 20 poklici, je danes vsaj 10-krat ali pa 100-krat toliko. Tako da je zanimivo, kako dejansko potem neko šolo, ki komunicira poklice, ki zahtevajo zelo dinamično interakcijo z ljudmi, komunicirati naprej. Jaz mislim, da je to tudi tisto, kar pogosto študente najbolj plaši. Od vsega se najbolj bojijo te interakcije z ljudmi. In pogosto, kad slišim jih govoriti, vse bi delal, samo ne me prosim, ne me izpostaviti neki komunikaciji ali pa neki razpravi in podobno. Tako da zelo velik izziv je, kako narediti v bistvu te poklice ponovno privlačne, take, da jih bodo mladi nekako sprejeli kot del svoje poklicne poti. In tukaj se mi zdi, da pač vedno najbolj enostavno s tem, ko jim predstavimo neke vzornike. In moji sodelavci so odlični vzorniki tukaj, ljudje, ki so si svojo kariero dejansko naredili predvsem z trdim delom, z znanjem gostoljubja, z znanjem veščin in pa s temi človeškimi kompetencami, ki so jih naredile dejansko odporne, prepoznavne. Tako da Ampak kaj je po vaše vzrok za to, recimo, da se bojijo mlade te interakcije? Ja, ali to recimo izhaja še iz koronskih časov, ko se je vendarle marsikaj za nas spremenilo pač v krogu socializacije, ali je temu tudi krivo uporaba sodobnih tehnologij, se pravi telefonov in podobnega? Zagotovo gre za en preplet teh dejstev, Krati pa se mi zdi, da tudi mogoče gre tudi za to, da so ti mladi ljudje mogoče manj odporni za kakršnekoli kritike ali popravke, ki jih mogoče gost pričakuje. Ker gostje danes so zahtevnejši, kot so bili kadarkoli. Zagotovo, in ta zahtevnost bo samo rasla glede na konkurenco in glede na pač na rast cen in podobnega. In tukaj že
po naravi se mi zdi, da imamo Slovenci, pa zdaj bom mogoče malo preveč kritična, predvsem Slovenci iz severno-vzhodnega dela države, ne, še manj te retorične samozavesti. Ne. Jaz prav vidim razliko naprimer med študenti, ki pridejo k nam iz Gorenjske, pa študenti, ki pridejo k nam iz Prekmurja, naprimer, ne. Kako se po navadi študenti iz severozahodnega dela Slovenije lažje izpostavijo, ne, in z pokončnejšo glavo nekako, ne, konfrontirajo neko tako tegobo, ne. Mi bi se pa najrajši kar skrili v mišjo luknjo in pobegnili, ne, tako da tukaj nam manjkajo nekih čisto drugačnih veščin, ki niso nujno povezane zelo direktno z gostinstvom. In mi se poskušamo resnično z strokovnjaki, z neobičajnih področji pač vplivati na to njihovo samozavest. Naprimer, zelo veliko delamo na področju omejevanja stresa in neverjetno je, kako študenti dejansko kričijo po tem znanju, ne, želijo si tega mentalnega coachinga, potrebujejo to neko varno roko in neka orodja, ki jim pomagajo reševati te težave, ne, niso tako zelo odrasli, kot si mogoče mislimo, ne, pri 20-21 letih. In ja, mogoče moramo malo bolj kreativno tudi nasloviti te težave, ne. Dobro, nadaljujemo po kratkem premoru, ostanite z nami. Še vedno smo v oddaji Pomladni pogovori na BKTV in z mano je še vedno direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem, gospa Mojca Polak. Torej pa, če nekako nadaljujemo v tem najinem duhu, torej tudi v duhu Višje strokovne šole, pravzaprav sami pravite, da mora imeti vsaka jed svojo zgodbo. Zakaj je to danes še toliko bolj pomembno? Ali je že to raslo recimo v času naših prednikov, ali je to zdaj postala na nek način neka, narekovaj, modna muha? Ja, meni se zdi pač tukaj odločilna predvsem ta zapomljivost, ne. Zgodba pomaga dejansko pri tem spominskem vtisu. Ne, tudi ko se okusa več ne spomnimo, se pa spomnimo naprimer tega, da so nam takrat, ko smo jedli sahar torto, naprimer na Dunaju, ne, predstavili, da je v bistvu nastala ta torta iz nuje, ker je pač glavni šef zbolel in je moral kuharski vajenec pripraviti to enostavno, a tako zapomljivo čokoladno torto, ne. Tako da pri trženju teh jedi nam je zgodba vedno izjemno pomembno orodje. Ni pa tako zelo enostavno, ne, dobiti neko kredibilno in všečno zgodbo, ker se mi zmeraj zdi pomembno, ne, da ima zgodba tudi neko strukturo, podobno kot dobra knjiga, ne, da ima resen tako dramaturško strukturo, ki pomaga v bistvu gostu razumeti bistvo. No in mi, ne, v našem okolju imamo kar nekaj takih dobrih zgodb, ki jih mogoče še nismo najbolj prepoznali, ne, jih pa lahko jutri po moje zelo uspešno vključimo, predvsem takrat, kadar gre za na videz skromne in nepomembne jedi, ne. Ne, glamurozne jedi ne potrebujejo ne vem kakšne zgodbe, ne. Skromne jedi, naprimer, ne vem, mariborski krompirjev golaž, ne, pa rabi tukaj neko utemeljitev, ne, da razumeš dejansko smisel teh enostavnih sestavin povezanih v eno lončnico. In to vam predvsem na šoli študentom in študentkam zelo dobro uspeva, ne, s kar nekaj pomembnimi priznanji, odlikami se imate za pohvaliti, ko ste tekmovali, ne vem, čisto, kako bi rekla, klasično slovensko jed spremenili v vrhunsko kulinarično poezijo, tako rekoč. Ja, ne, naprimer, lani je naša študentka Pia Fresher dobila laskov naziv druge najboljše šefinje Evrope, najboljši mladi šef Evrope z preobrazbo pohorskega piskra. No in Pia je tukaj njena pripoved na krožniku
je bila ves čas dejansko spremljena z zgodbo o tej jedi, ne. Kajti šele potem razumemo, ne, zakaj je v bistvu pohorski piskar lahko skozi leto drugačen, ne, ker je pač res ena ekonomična alternativa za eno rustikalno jed, v kateri se pač skozi sezono spreminja vrstni red jedi, živil, ki jih dejansko uporabiš pri pripravi, ne, in je en lep ambasador destinacije lahko, ravno zaradi te zgodbe, taka jed potem. Recimo, kateri so še takšni vrhunci, ki pri vas izstopajo? Ja, meni se zdi pač na primer krasna zgodba tudi z našim bučnim makaronom, ne. Predstavljate si na primer, da smo v Mariboru, ne, v kraju, ki nikoli ni poznal makaronov kot nekaj sebi lastnega, ne, iz te francoske delikatese z zamenjavo mandljeve moke z bučno prgo, to je ta moka, ki nastane po stiskanju bučnega olja, razvili torej makaron z bučnim oljem in ravno 2 tedna nazaj smo gostili eno francosko šolo, ne, in ponosno predstavimo naš makaron z bučnim oljem in se mi zdi kar zardeli Francozi, ne, torej smo dobili thumbs up, kakovosten makaron, iz česa pa je z bučne prge in se mi zdi, da je ena taka inovacija, ne, podkovana z zgodbo, torej nek degradiran produkt smo zdaj pripeljali do piškota, ki ima prodajno ceno okoli 2,5 €. To je nekaj, na kar smo lahko ponosni, ne, tudi izven svoje hiše, ne, in zdi se mi, da je to ravno smisel nekega kulinaričnega razvoja, ne. Ohranjati klasiko in se naučiti pripravljati pošteno in tradicionalno, hkrati pa tudi inovirati v bistvu na tak način, da lahko dvignemo dodano vrednost nekih degradiranih produktov, ki pa so pomemben del neke prehrambene verige, ne. Pa če nadaljujemo v duhu, kar se tiče torej šolstva, izobraževanja in pa gostinstva, tudi lokalno, neposredno v Mariboru. Pravzaprav danes je izziv predvsem pri kadru, ne, tovrstnega kadra primanjkuje. Zakaj mladi na nek način izgubljajo interes za gostinstvo? Zato, ker je pač delovno zelo, zelo intenzivno, ne, lahko si predstavljamo, ne, da je zagotovo enostavneje odpreti frizerski salon, ne, kjer ti istočasno dejansko izvajaš storitev samo na eni stranki, ne, kot pa v gostinskem obratu, kjer moraš biti enako pozoren lahko tudi na 20-30 gostov, ne. To je zagotovo nekaj. Bi pa morda dodala še eno posebnost, ne, to, da je konkurenca izjemno živahna in neusmiljena in da mi mogoče še nismo najbolje posvojili nekih alternativnih rešitev, ne. Naprimer, jaz vedno ves čas zdaj kričim, da bomo morali tudi tehnološko stopiti en korak naprej in razmisliti o tem, da bomo v določenih gostinskih obratih začeli ponujati tako imenovano delno storitev, tudi samopostrežno storitev, ne. Naprimer, v Mariboru, neodvisno od tega, kje ste, še zmeraj je vaš kapučino, ki ga naročite, postreže torej živ natakar, ne. Kar je fantastično in super, vendar to zelo dramatično vpliva na rast cen v okolju, ne. Naprimer, v Trstu ali takoj čez mejo boste videli, da je vaš kapučino še vedno €1,50, da pa ga morate sami dejansko naročiti in potem odnesti do mize pri šanku. Torej, ohranjajo samo še ta servis za točilnim pultom, ampak zdi se mi pomembno, da ima gost izbiro. Torej, kadar ne želimo zapraviti preveč denarja in nimamo časa, nam je tudi to okej, še vedno okusen profesionalen kapučino, ampak za njega bomo plačali samo €1,50, ne. Pri nas pa imamo žal samo to drugo možnost, ne, da je pravzaprav cena bolj kot ne generična po vsem mestu, ne, neodvisno od tega, kakšen lokal je, na kakšni poziciji je, kako na to vpliva neka lokacijska renta. Tako da zdi se mi, da potrebujemo ta premik
v smer digitalizacije in samopostrežbe, če bomo želeli imeti določene gostinske lokale še odprte. No, moje naslednje vprašanje je v tem kontekstu, kako se torej kot šola prilagajate sodobnim trendom, torej digitalizaciji, novim pristopom in pa tudi ne nazadnje pričakovanjem mladih? Ja, zagotovo s tem, da v bistvu nekako vedno bolj intenzivno delamo na področju trajnosti. Šolska restauracija je tudi nosilka v bistvu trajnostnega znaka, ravno zato, da študenti skozi proces izobraževanja dejansko pridejo v stik z vsemi merili in smernicami, ki so pomembne za to, da vzdržujemo ta kakovost, ki nam ga določa trajnostni znak. V sklopu tega imamo tudi svoj zeliščni vrt, zelo intenzivno delamo na področju fermentacije, predpriprave lastnih polizdelkov, naprimer vse osnove, vsi fondi so kuhani v hiši iz živil, ki so primerne za to, torej da jih ne vržemo stran. Hkrati pa so študenti v bistvu tudi ves čas vključeni v različne procese digitalizacije, od brezstičnih rezervacij do upravljanja z reklamacijami, do naročanja, do v bistvu finančnega poslovanja. In vsa ta znanja v bistvu so pomembna za to, da jih kar se da hitro opolnomočimo, za to, da so lahko pripravljeni za samostojno poslovno pot tudi. Ta podjetniški moment, ki ga želimo v njih prebuditi, se mi zdi, da je tudi ena pomembna informacija za njih, predvsem zato, ker zaznavamo, da si želijo biti čim manj vodeni, želijo torej biti samovodeni, delati v poslovnih modelih, ki jim omogočajo samostojno opravljanje osebnega časa v bistvu in pa službenega časa, pa biti hkrati finančno neodvisni. Tako da to je zagotovo nekaj, kar jim šola nudi. Tudi s tem, naprimer, da jim pokažemo, da njihova poklicna pot ne rabi biti v bistvu umerjena po teh klasičnih v bistvu parametrih, da je to, da si ti zdaj šef v neki fine dining restauraciji, ali da si barman, ali da si sommelier, ali da si, naprimer, ne vem, receptor v velneški dejavnosti ali turistični vodnik, ampak se lahko dejansko njihovi poklicni profili hibridno dejansko prilagajajo glede na njihove afinitete. In danes, naprimer, sem ravno govorila z enim študentom, ki ima svoje podjetje in je hkrati turistični vodnik, nudi shuttle servis in pa privatne večerje organizira. Tako da je v bistvu ta svoj ljubezen do kuhanja in do vodniške službe zapakiral v en zanimiv poslovni model, ki mu ravno to omogoča, da lahko z razpršeno dejavnostjo zelo prilagaja v bistvu svoj poklicni čas privatnemu življenju. Se ne nazadnje so tudi na nek način tako zasnovani in povezovalni vaši programi. Ja. Vidimo, da ne gre zgolj, recimo, tisti, ki se izobražuje za kuharja, ne gre zgolj za kuharstvo, pa ponujate še več, turizem, velne storitve in podobno. Ja, zelo, mislim, to so res poklici, ki jih lahko hitro prilagodimo pač svojim, nekim osebnim afinitetam. In ravno zato se mi zdi, da je ta odpornost teh poklicov tako zelo pomembna. Ne nazadnje so to edini poklici, eni izmed redkih poklicov, ki jih ne ogroža toliko umetna inteligenca, hkrati pa so prenosljivi v internacionalno okolje. Tako da je to nekaj, kar me navdaja vedno z optimizmom, in to tudi študentom konstantno komuniciramo, ker imamo tudi res dobre primere zgodb, ki so nekako sledile temu modelu. Danes se šole, rekla, kar borijo za študente. Kako se tega vi lotevate, kako mlade prepričate, da izberejo prav to pot in da potem ne nazadnje tudi v njej ostanejo? Ja, meni se zdi, da je zelo pomembna tukaj iskrenost.
resničnostni šovi in kulinarične oddaje, ki so jih imeli resnično polni in mi smo seveda zelo hvaležni temu, ne, so zagotovo pripeljali mlade do neke pol resnice in to je to, da je kuhinja samo kreiranje, ne, da je kuhinja pač uživanje ob novih okusih, ob fantastičnih krožnikih, ne, da je to pač ta kreativna plat tega poklica najbolj izražena, ne, pa dejstvo, pa je resnica popolnoma drugačna, ne. Jaz bi rekla, da je 10% tukaj kreativnosti, vse ostalo pa je trdo delo, načrtovanje, obvladovanje stroškov, mreženje s pravimi ljudmi, ne. Tako da mi jim na predstavitvah običajno predstavimo resnico, torej da gre tudi za trdo delo in da, ampak da jih bomo mi skozi študij pripravili na te izzive in zdi se mi, da je tisto, kar jih potem pritegne, prav to. Hkrati pa zelo radi slišijo v bistvu novi kandidati za naše študente, da jim omogočamo potovanja, tekmovanja, ekskurzije, ampak spet, da smo ves čas ob njih, ne. Tudi naprimer pri nas razgovori za prakso potekajo na tak način, da ima študent razgovor za prakso v podjetju, mi pa ga senčimo. Torej naš predavatelj gre z študentom in ne sodeluje pri razgovoru, vendar posluša, kaj se študent pogovarja z ponudnikom prakse, tudi zato, da potem pri pouku dejansko vemo, katere manjke pa še moramo nasloviti, da bo študent znal komunicirati bolje, bolj prepričljivo, ne. Ja, in resnično vidimo dobre učinke v tej praksi. Velja pa tudi na nek način izpostaviti določeni kriteriji, norme in standardi, po katerih se držite na vaši šoli, kar zadeva zunanjega izgleda študentov. Zagotovo sem sopadajo tudi, da morajo skrivati tatuje na vidnih mestih. Gre zdaj to za profesionalni standard ali za tradicijo v panogi? Ne, mi dejansko tukaj sledimo pač strogim smernicam najbolj etabliranih hotelskih šol po svetu. Tukaj se največkrat naslanjamo na švicarske v bistvu primere dobrih praks, kajti to se dejansko pričakuje od diplomanta take šole tudi v nekem zunanjem okolju. In ja, piercingi in tatuji so pri nas pač prepovedani. Se zgodijo manjši odkloni, ampak pomembno se mi zdi predvsem to, da študenti skozi čas sprejmejo te norme in jih razumejo kot nekaj, kar jim ponuja v nekem okolju prednost. Ne, lahko si predstavljate, kako problematično bi bilo, če bi mi študenta prekritega z tatuji v neki prostočasni obleki poslali na nek poslovni razgovor v neko Michelinovo zvezdico, kjer so standardi zelo visoki, ali pa v nek wellnesski center. Tako da mi jih naučimo tisto najbolj strogo, najbolj asketsko držo, oni pa lahko potem skozi življenje še vedno slečejo določene plasti in se pač prilagajajo nekemu drugemu okolju. In to je, teh visokih standardov se v bistvu držimo v vseh vidikih našega poslovanja, ne. Tudi na študijskem programu Wellness, ne, študenti v bistvu zelo natančno sledijo nekim normam, ki jih pač ta sfera priznava kot pomembne. Potem pa skozi različne ponudnike storitev ja, naredijo odklone v eno ali v drugo smer, ampak oni vejo, kaj je pa najbolj strokoven, v bistvu najbolj strokovna drža v neki situaciji. Zdaj pa, če se še malo dotakneva stanja v lokalnem okolju, večkrat ste tudi glasno opozorili na to, da je po vašem mnenju nekaj treba spremeniti, da mariborski lokali ne bi ostajali prazni. Kaj je to? In kaj vas kaj vam na nek način najbolj bode v oči? Ja, mislim, zdaj sem čisto potisal mene ture v tujini, bila sem v Španiji in
Španci pač to kulturo uživanja hrane v lokalih izjemno močno gojijo, še posebej v večernem času, ko si privoščijo tapase. In ko sem malo bolj podrobno analizirala te tapase, sem videla, da dejansko gre za jedi, ki bi jih mi postregli kot malico, da so zvečer pač postrežene na manjših krožnikih, segrete, mogoče dekorirane nekoliko drugače. In resnično vidim pač en izziv in priložnost ravno v našem primarnem okolju v to, da bi to malico, ki jo poznamo v dopoldanskem času, popoldne postregli v obliki mogoče tušer, v nekih manjših krožnikov, ker zdaj vemo, da so časi, ko bi nekdo, ki ima rad vampe, pojedel celo skledo vampov mimo, če pa bi jih morda postregli v neki mali skodelici in zraven kak hrustljav kruhec, toliko, da mi, ki radi namakamo to omako, bi pa mogoče lahko te jedi predstavili popolnoma drugačni dimenziji. Jaz verjamem tudi, da je zdaj čas, da v Mariboru naredimo sceno iz navadne klobase, ki je bila včasih rezervirana za delavski razred, ampak danes vidim, da če bi jo narezali tanko, popekli, bi lahko mogoče v nekih situacijah konkurirala mortadeli, ki je poplavila slovenski trg, kot da ne poznamo drugega. In tukaj rabimo te inovativne premisleke in jaz mislim, da rabimo tukaj mladostno kreativnost. Te inovacije morajo nastajati na plečih, mislim, da Gen Z generacije, ker bodo oni tudi tisti potem ključni uporabniki tega. Mi zdaj živimo v njihovem svetu in se mi zdi, da je prav, da njih vprašamo za mnenje, kaj si pa oni želijo v prihodnosti. Pa ima danes posluh za to, recimo Maribor? Spet rabimo ikone, rabimo ambasadorje, ki bodo nekako potegnili za sabo. In danes se mi zdi, da z influencerji vidimo, kaj so neki izpostavljeni mariborski influencerji naredili z produkti, ki jih pred časom sploh nismo nekako jemali resno za to ciljno skupino. Tako da zagotovo se da in jaz ne bi podcenjevala mariborskega gosta, ker se tudi mariborski gost z potovanji in z globalizacijo spreminja in je rad viden ob dobri in kakovostnih hrani in pijači. Preden si vzamemo čas za predah, še samo, kje je Maribor na področju kulinarike? Kako kulinarični znamo biti in koliko to cenimo? Če sploh. Jaz sem imela to srečo, da sem v bistvu pred 30 leti nekako jadrala na tem valu nove slovenske kuhinje. Takrat se je v bistvu vse začelo na novo. Ob osamosvojitvi smo prepoznali svoje prednosti in začeli pogumno spreminjati te klasične slovenske ikone. Zdaj pa se bojim, da smo v nekem trenutku morda preveč obremenjeni s tem, da je dobro samo tisto, kar je novo in kar je drugačno. In vidim, da tudi mladi iščejo ta kulinarični spomin in si želijo v bistvu tudi te klasike, ki pa je mogoče v nekem drugem aranžmaju servirana na tak način, da jim je všečna, dostopna tudi. In če ne bomo hitro ujeli tega vlaka in razumeli, da je treba nove poslovne ideje podpreti tudi mogoče z večjih strani, se bojim, da bo naša ponudba v mestu preveč globalizirana in preveč generična. Sami vidimo, kaj se nam zgodi v Mariboru, naprimer v nedeljo, da se prevečkrat znajdemo pred zaprtimi vrati gostinskih lokalov, še posebej takih, ki ponujajo neko avtentično kulinarično izkušnjo. In prav tega se bojim, da če ne bomo skozi prizmo dni od ponedeljka do sobote našli neke nove produkte, da se nam bo zgodila nedelja čez cel teden. Dobro, nadaljujemo po kratkem predahu. Ostanite z nami.
Tako teče pa zadnje minute najinega pogovora. Pa če še ostaneva nekoliko v Mariboru, kaj bi morali v Mariboru ali pa širše v Sloveniji, kakorkoli, spremeniti, da bi turizem in pa gostinstvo živela bolj, kot živita? Ja, zagotovo tukaj pač pogrešamo neke spodbude, ki bi bile namenjene gostincem. Naprimer, nekaj, kar vedno znova izpostavljamo, je to, da manjka naslednikov, da se nam zgodi ta tragedija, naprimer v gostilnah in restauracijah, da preskočimo eno generacijo prevzemnikov in se potem gostilne zaradi tega zaprejo ali restauracije zaprejo. Tako da danes že na glas v bistvu kričimo, da moramo mogoče tudi gostinci, podobno kot kmetje, s tem namenom dobiti neke svetovalne ali finančne spodbude, ki bodo omogočale mladim prevzemnikom v bistvu prenos lastništva in nadaljevanje te dejavnosti. To je ključno. Zraven tega pa moramo vzgajati tudi naše goste. Teden restauracij, ki je za nami, je že en tak model, kjer poskušamo v bistvu za neko ugodno finančno spodbudo približati gostom fine dining, ni pa to dovolj. Jaz mislim, da moramo začeti z najmlajšimi generacijami, torej nehati podcenjevati naše otroke in jim nehati naročevati v gostilnah samo krožnike, ostržek in pika nogavička, ampak jih povabiti k temu, da dejansko za mizo posnemajo to, kar počnete vi. Torej poskusijo vse, kar ste si vi naročili in na tak način dvigniti njihovo kulinarično razgledanost in poskrbeti za to, da bodo sami bolj odgovorni gostje do sebe in do ponudnika, ne nazadnje. Na kaj ste v svoji dosedanji karieri najbolj ponosni? Ja, danes bi zagotovo lahko rekla, da sem najbolj ponosna na odnose, ki jih imam z svojimi sodelavci, z študenti in pa z različnimi ustvarjalci gostinstva in turizma v Sloveniji in širše. To je največji kapital, to je nekaj, kar ne zlomi recesija in na to sem najbolj ponosna. Kateri so pa tisti dosežki, ki so vam posebej pri srcu in ki so tudi na nek način zaznamovali vašo, kako bi rekla temu, kariero nazadnje? Ja, ne vem, mogoče tudi to, da sem zelo zgodaj izrazila afiniteto do sira. Sama sem po nekem naključju leta nazaj spoznala eno izmed najboljših sirark na področju Slovenije, Ireno Orešnik, ki me je povabila k temu tudi, da sva skupaj spisali knjigo o siru. In lahko bi rekla, da če moram iti kdaj v učilnico, pa grem zelo rada, ker se mi zdi, da je pomembno, da ohranjam stik z študenti, zmeraj najraje govorim in predstavljam študentom sir, ker pravim, da je sir ambasador neke destinacije in da je, to je zagotovo nekaj, na kar sem zelo ponosna, ker sem mnogim študentom ravno z tem predavanjem nekako odprla obzorje v svet sira. Kakšno pa imate vizijo, tudi ne nazadnje za nekaj recimo let naprej še, kar zadeva področje gostinstva in turizma v Sloveniji? Kaj je tisto, kar bi si želeli in kaj moramo morda nujno narediti? Ja, jaz zagotovo tukaj sem največji zagovornik tega, da dobi gostilna Slovenija prostor in pozicijo, ki si jo zasluži. Verjamem, da je gostilna nekaj, kar nas zelo pomembno razlikuje od ostalih gostinskih ponudnikov v regiji in širše. Hkrati pa je gostilna fantastičen primer družinskega podjetništva. In glede na to, da so gostilne zmeraj temeljile na lastni samooskrbi, se mi zdi tudi z vidika trajnosti to edina prava pot. Turistične kmetije da, absolutno, ampak gostilna bi morala biti nekaj, kar vsak, ki pride v Slovenijo, obišče zaradi te izvirnosti, trajnosti in zaradi komuniciranja pač edinega gostoljubja, ki ga lahko označimo kot sebi lastnega. Tako da je slovenska gostilna zagotovo. Pa če se dotakneva še hotela Ocean,
Kakšni so vaši načrti z njim in kakšno zgodbo želite tam ustvariti? Ja, pri Oceanu dejansko delamo na tem, da bomo spremenili lastništvo. Torej, šola zaradi manjka kadra in zaradi fokusiranja na druge področja z njim v prihodnosti ne bo več upravljala. Si pa želimo, da bi novi dejansko lastnik imel dovolj posluha za to, da bi lahko skupaj navezovali bistvo zgodbo v obliki praktičnega izobraževanja ali pa v smislu, da bi zaradi bližine objekta lahko gostje, ki so v hotelu, se oskrbovali v restauraciji 7. To se mi zdi tudi ena taka smela in zanimiva naveza, kajti v tujini se vedno več uglednih restauracij na podoben način povezuje, ker gostje, ki pridejo na neko zahtevnejši obrok, na nek fine dining obrok, želijo v destinaciji tudi prespati. Ki pa vidite višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem čez denimo 5 ali 10 let? Zagotovo jo vidim kot eno izmed najbolj prestižnih šol z področja poklicev gostoljubja v širši regiji, tudi z mednarodnim programom, predvsem zato, ker imamo dovolj dejansko znanja in pa dovolj širok ugled, da si to tudi zaslužimo. Katere spremembe bodo po vašem mnenju ključne v prihodnosti, kar zadeva te panoge, torej gostinstva in turizma? Ja, zagotovo to, da bomo skupaj z delodajalci morali spremeniti v bistvu ta klasičen model, 40-urni delovni teden, in začeti drugače komunicirati predvsem ugodnosti in pa vpliv, ki ga ima lahko mlad zaposleni v bistvu na samo poslovanje. Po naših analizah in širše dejansko vidimo, da si ti predstavniki želijo predvsem hitrega napredovanja, veliko fleksibilnosti, učinkovito in hitro povratno informacijo o tem, koliko so uspešni, kakšne cilje dosegajo. Tako da se bomo morali malo upreti temu rigidnemu poslovanju in tudi v gostinstvu in turizmu začeti dejansko z bolj liberalnim vodenjem, ki bo omogočalo mladim, da stopijo iz povprečja in iz neke mase. Kaj bi pa danes svetovali mladim, ki razmišljajo o tej karieri? Ja, jaz bi jim predvsem svetovala, da poskušajo, večina podjetij in šol omogoča eno senčenje, naprimer, da pridejo pogledati, ostanejo več ur ali kak dan v nekem okolju in skrbno analizirajo v bistvu vse dele nekega delovnega procesa. Ne bi tukaj slepo verjela ChatGPT-ju, ampak dajte, oblečite te čevlje za kak dan, dva in preverite, koliko je zadeva za vas držna. Če bi lahko spremenili eno stvar v sistemu, kaj bi bila to? Mogoče to, da bi zagotovo več fleksibilnosti pri samoodločanju, manj birokracije. To se mi zdi, da se v izobraževalnih ustanovah vedno bolj pozna in mi pa moramo ravno zaradi množice poklicev in konkurence na področju izobraževanja veliko časa nameniti dejansko promociji, PR-u in nam zmanjka potem ljudi in časa za birokracijo, tako da absolutno bi obrnila razmerje vložene energije na teh področjih. Še morda za na konec, kakšno sled si želite pustiti kot direktorica in nenazadnje tudi kot človek? Ja, absolutno se mi zdi pomembno, da se me spomnijo po povezovalnosti, po občutku za povezovalnost in po občutku za to, da se vsak posameznik v neki verigi počuti vrednega in posebnega. To se mi zdi, da je tisto, kar bi želela, da me odlikuje in kar me notranje najbolj motivira za to, da sem takšna, kot sem. Zagotovo pa še dokončati te smele načrte in cilje, ki ste si jih zadali. Ker nekaj jih je še. Ja.
Od tega je tudi odvisna potem prihodnost šole in poklicov, tako da zagotovo je to nekaj, kar čemu stremim. Morda še samo za vse tiste mlade, ki si morda želijo vstopiti v te čevlje, tako kot ste rekli. Torej, kaj bi bile tiste vaše spodbudne besede? Jaz predlagam, da si zamislite, kaj ste lahko v bistvu v letu, dveh, potem, ko končate študij. In zdi se mi zelo pomembno to, da prepoznate, kakšne ljudi lahko okoli sebe nekako sprejmete in povežete. Kajti tiste šole, ki so vredne vaše pozornosti, so predvsem šole, ki vam predstavljajo neko vseživljenjsko podporo. In v naši stroki je tako, da smo na nek način ena taka tiha bratovščina, ki se zna zelo dobro podpirati in pomagati v kritičnih trenutkih. In ta bratovščina se pogostokrat loči tudi po tem, kakšne tatuje ima kdo na rokah. Šef je vedno korenček, peteršilček, nož, file ribe in podobno. In zdi se mi, da je to tudi ena vizualna v bistvu podoba te skupnosti, po katerem lahko posamezne pripadnike prepoznate. Dobro. Hvala lepa, da ste se vzeli čas za nas in vse dobro vam želim. Najlepša hvala za povabilo. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili z nami v še enih pomladnih pogovorih. Znova bomo z vami prihodnji teden, do takrat pa se imejte lepo in nasvidenje.